Spoštovane novinarke, spoštovani novinarji, prisrčen pozdrav na današnji tiskovni konferenci ob 50-letnici Zveze paraplegikov Slovenije. Najboljše, da kar predstavim moje sogovornike. V sredini smo dali predsednika Daneta Kastelica, predsednika Zveze paraplegikov Slovenije, ki ga verjetno vsi poznate. Na moji desni je Jože Globokar, ustanovni član Zveze, ima kar precej zapovedati o zgodovini in o samih spremembah in pa seveda vodja organizacijskega odbora za pripravo praznovanja Barbara Slaček na desnem koncu. Nekako smo praznovanje 50-letnice strnili pod slogan Naš korak se vrti že pol stoletja. Dejansko izhajamo iz kolesa, mi korake merimo z obrati kolesa in tako kot je kolo se vrti, enkrat si zgoraj, enkrat si spodaj, tako smo mi, enkrat smo boljše, enkrat smo slabše, tako je tudi naša organizacija v 50 letih doživljala spone in padce in tudi mi paraplegiki doživljamo spone in padce. Mislim, Jože, da se strinja z mano, tvoja zgodba je zelo bogata. In predlagam in predajam besedo kar predsedniku Zveze Danetu Kastelicu, da bo povedal o sami zvezi, potem pa bo Jože povedal več o zgodovine. Samo. Kjer gospod? Vi. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj na današnji tiskovni konferenci, ki se nahaja na Inštitutu za rehabilitacijo Republike Slovenije, pa ne zato, da ne bi imeli svojih lastnih prostorov. Zveza paraplegikov Slovenije ima sedež v Zupančičevi jami Štihova 14, kjer ste tudi dobrodošli, ampak to je kraj naše simbolike. Ravno ne v tem objektu, ampak v starem delu je bila pred 50 leti ustanovljena takratna sekcija paraplegikov in tetraplegikov in tudi skozi naše življenje po rehabilitaciji, po medicinski rehabilitaciji je nekako povezano z Inštitutom za rehabilitacijo. Tukaj imamo domicil od vseh nadaljnih obravnav medicinskih do raznih pripomočkov, praktično vsi slovenski paraplegiki in tetraplegiki tukaj dobimo pri specialistih. Kot je že uvodoma bilo rečeno, bo skozi zgodovino vas popeljal kolega Jože Globokar, ki je kot ustanovni član. Jaz bi na kratko orisal del, kateri je popustil pomembne mejnike v zadnjih 10 letih, kar sam vodim Zvezo paraplegikov Slovenije. Naj samo vam povem, da smo v teh 10 letih sprejeli 415 novih članov v naše vrste. Povprečen prirast, da se grobo izrazim, je okoli 40 paraplegikov, tetraplegikov vsako leto. Za vsakega posameznega poškodovanca ali obolelega na hrbtenjači, katere združuje naše organizacije in nas je 1055, je po medicinski rehabilitaciji, ki traja v kliničnih centrih in pa na koncu se zaključuje z medicinsko rehabilitacijo in pa nekako vzpostavljanjem za življenje tukaj na Inštitutu za rehabilitacijo, zelo pomembna socialna rehabilitacija. To je tista, ko se enkrat zaključi zdravljenje in se vrneš v domače okolje, iz katerega si bil iztrgan obdobje zdravljenja in takrat se začneš največkrat srečevati z različnimi težavami in pa tudi včasih je bilo bolj prišlo do izraza različnimi predsodki v zadnjem času, tudi zaradi pojavljanja naše organizacije in pa naših 9 društev v javnosti je tega veliko manj. 50 let organiziranega delovanja je v resnici dolga doba, je pa 50-letnica tudi
čas, ko smo ljudje najbolj tudi ustvarjalni. Tako da lahko zatrdim, da je Zveza paraplegikov brez kančka sramu ena izmed najbolj uspešnih reprezentativnih invalidskih organizacij v Republiki Sloveniji. Na področju invalidskega varstva za para in tetraplegijo imamo tudi podeljeno reprezentativnost, ki jo uspešno skupaj z 9 društvi izvajamo po celi Sloveniji, društva pa v vsak svojem lokalnem okolju. Smo socialno aktivni, zasledujemo načela neodvisnega življenja invalidov, tega se še predobro zavedamo, kajti samostojnost je tista, ki je bila okrnjena ob naših poškodbah ali obolenjih in zato še toliko bolj cenimo stvari, ki jih lahko naredimo sami ali pa z pomočjo različnih asistentov. Našim članom organizacija, poleg tega, da imamo razvijeno obnovitveno rehabilitacijo, katera sofinancira Zavod za zdravstveno zavarovanje, in pa seveda osebno asistenco, ki jo izvajamo kot dejavnost od 1.1. v letošnjem letu. In so ti dve, da ne rečem storitvi, zelo pomembne za slovenske paraplegike in tetraplegike. Poleg tih dveh, ki so z vidika za ohranjevanje zdravja in pa tudi podporne storitve za neodvisno življenje, pomembna tudi delo arhitekta, kateri je zaposlen v naši organizaciji, in on praktično že na začetku, ko se nam spremenijo pogoji življenja zaradi gibalne oviranosti, pomaga pri lažjemu dostopu v domačem okolju, prihod domov in pa seveda tudi z različnimi prilagoditvami v prostoru in pa predvsem v kopalnicah oziroma teh sanitarnih prostorov. Kajti voziček je specifika in to moramo upoštevati tudi pri svojem gibanju. Ravno zaradi tega, da vse bodoče, na narekovajih, potencialne člane, bom rekel, seznanimo z spremenjenim načinom življenja, imamo že 10. leto tukaj na Inštitutu za rehabilitacijo v 3. nadstropju tudi vsak mesec zadnji četrtek info točko, info ure, tako jih imenujemo. Tukaj se srečujemo z vsemi poškodovanci, ki so tukaj na rehabilitaciji. In že tukaj jih praktično seznanjamo, na katere stvari bodo pač morali biti v življenju pozorni, in pa seveda nudimo jim z našimi strokovnjaki, strokovno službo, kot sem prej navedel, arhitekt, socialni delavci in podobno, da si lahko prilagodijo svoje bivalne razmere v domačem okolju že v času rehabilitacije, ki traja tukaj od 4 do 6 mesecev, ta se zaradi napredka medicine zelo skrajšala. Včasih so bile tukaj več kot 1 leto. Naj omenim, da potem, ko se v naše vrste vključijo člani, paraplegiki, tetraplegiki, ki imajo poškodovano hrbtenjačo, jim skušamo z različnimi aktivnostmi tudi motivirati, da ne ostajajo doma, da gredo na zaposlitveno rehabilitacijo, da se vključijo v različne interesne dejavnosti in pa tudi v športne dejavnosti. Po eni strani je naša organizacija, začetki so bili ravno zrasli iz športa in zaradi tega športnega udejstvovanja in pa naših odličnih rezultatov, ki jih imajo moji kolegi in kolegice v preteklosti in računam, da tudi v prihodnje, je ta vidik zelo pomemben. Tudi tukaj ste dobili eno knjigico Lev Rogi, našega člana,
koliko panog imajo na voljo člani, da se jih udejstvujejo. Seveda je vsaka panoga prilagojena tudi njihovi funkcionalni sposobnosti. In naj samo za ilustracijo povem, da se paraolimpijske igre niso še končale, da paraplegiki ne bi prinesli domov kolajne. V okviru tega praznovanje 50-letnice bo tudi v soboto na Vranskem zelo močen mednarodni turnir, kateri tudi že traja 11. leto in smo jo mi ustanovili, to mednarodno ligo v košarki na vozičkih, katero vodi kolega Grega, ki je tamle vidim prisoten danes, in to je nekako nadgradnja tistega, da smo aktivni tudi v širšem območju, ne samo v slovenskem. Na pobudo Zveze paraplegikov Slovenije je leta 2006 bila ustanovljena Evropska zveza paraplegikov skupaj z 4 državami. Bili smo na ustanovni skupščini v švicarskem Notvilu. Do lanskega leta smo imeli člana v upravnem odboru, žal je preminil in upam, da bomo tudi v prihodnje zagotovili si ta vpliv. Enako smo pa mi leta 2013 organizirali tudi povezovanje zvez paraplegikov na področju jugovzhodne Evrope, bivših jugoslovanskih republik, Albanije, Grčije, Romunije, Bolgarije, in leta 2013 smo pod pokroviteljstvom našega zunanjega ministrstva to srečanje organizirali v Domu paraplegikov v Pacugu, kjer bo tudi torkova osrednja prireditev, na kateri bo govornik predsednik vlade. No, zaradi mednarodnega udejstvovanja smo tudi bili prepoznavni in tako je nas v lanskem letu kmetijsko ministrstvo in pa seveda Čebelarska zveza Slovenije angažirala ob svetovnem dnevu čebel, da bi naredili nekaj unikatnega tudi v svetovnem merilu, in tako smo ob tem prazniku, ko je bila razglašen Svetovni dan čebel strani Združenih narodov, tudi slovenski paraplegiki postavili prvi učni čebelnjak in pa izdali priročnik za invalide, čebelarjenje na invalidskih vozičkih. Čebelnjak stoji na prostoru Društva paraplegikov Prekmurje in Prlekije, tam, kjer je tudi največ naših članov, ki se ukvarja s čebelarstvom. Tako da smo na velikih področjih smo pionirji, imamo vizijo, svoje ideje skušamo uresničiti, pa vendar vsega tega ne bi bilo in pa seveda tudi ne bi bilo naših društev, če ne bi sofinancirala naših posebnih socialnih programov, delovanje in naložb fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij. Res v zadnjem letu občutno manj, zaradi ne vem kakšnih razlogov, ampak to so stvari, ki ob jubilejnem dnevu ne pridejo do izraza. V teh letih smo zagotovili vsem našim 9 društvom svoje delovno-bivalne prostore, kjer lahko izvajajo svoje posebne socialne programe in pa seveda jim posodabljali tudi infrastrukturo. V zadnjem času so društva toliko močna in samostojna, da kar je opreme, že praktično sami poskrbijo za to. No pa da preidemo iz preteklosti v prihodnost. Naša organizacija bo tudi še naprej strmela k temu, da bomo za slovenske paraplegike in tetraplegike čim bolj poskrbljeno, pa naj bo to z zdravstvenega ali pa tudi socialnega vidika. Pred nami so izzivi, kateri so zelo pomembni za našo populacijo. Naj vam povem, da povprečna starost je 56 let in te naše članice in člane je nekako obšel zakon o osebni asistenci. Kot veste, je ta pokrival 18 do 65 let, ostali so pa izven
nekako skrbi naši starejši kolegi in kolegice. Ravno zaradi tega je naša prioriteta, da tudi s politiko in državo jih prepričamo, da čim prej pride na plano zakon o dolgotrajni oskrbi, kateri bi tudi, ki je bolj podrobno opredeljen na področju medicinskega področja, to se pravi nege, in naši člani in članice to najbolj potrebujejo. Zaradi tega bomo vztrajali na vseh nivojih, da se ta zakon čim prej sprejme, kajti zavedamo se posledic, če so ljudje v nemilosti, starejši ljudje, nekar če so še invalidi. V zdravstvenem sistemu opažamo in bo potrebno v naslednjih korakih, o tem se je opredelil tudi naš strokovni svet, sprejeti določene ukrepe za preprečevanje preleženin, predvsem dekubitusov, in pa seveda ustrezna obravnava z sodobnimi medicinskimi pripomočki. To so lahki vozički, večja dostopnost tudi do inkontinenčnega materiala, predvsem za naše kolegice. Če smo pogledali nekaj v medijih, so nekateri zdravniki se do tega opredelili negativno, to je pisalo v Financah, češ da bi ta sredstva morali v sistem plač peljati, kar se mi zdi zelo pritlehno. In pa seveda nadaljno je za eksistenco vsakega invalida je pomembna tudi višina pokojnine. Spoštovane in spoštovani, ljudje, ki so paraplegiki, tetraplegiki, se največkrat poškodujejo v zelo aktivni dobi. Ali so to v domačem okolju, ali delajo na rizičnih delovnih področjih, kjer ni potrebna kakšna velika izobrazba, in ti ljudje so ponavadi invalidsko upokojeni. Invalidske penzije so tam od 250 do 400 evrov. Glejte, niso sami krivi, da so prišli na invalidski voziček. Tisti čas so vplačevali sistem. Pač usoda je prinesla, da se je ta njihova zgodba prekinila. Ampak zaradi tega jih ne smemo pustiti, da bodo oni z tem mizernimi pokojninami vzdrževali sebe, največkrat tudi še kakšnega družinskega člana. To so tudi druge tragične zgodbe. In tukaj je neka minimalni osebni dohodek, vsi se pogovarjajo 500 evrov, lejte, vsi drugi si bodo nekako prišli do tega, razen invalidske pokojnine bodo pa ostale na tem nivoju. Res je zdraven, da je tudi telesna okvara. A veste, da telesno okvaro jaz kot 100% invalid dobim 80 evrov. Rade volje jo vrnem takoj nekomu, samo da bom jaz lahko normalno opravljal svoje delo. To ni noben izgovor. Drugi je dodatek za pomoč in postrežbo imate invalidi. Seveda imamo. Vsako stvar, zdravstveno storitev, medicinski pripomoček, zdravila moraš že doplačati. Zdaj je vsaj, hvala Bogu, osebna asistenca, da te asistence ni treba toliko plačevati. Ampak še vedno tisti, ki so do 30 ur, morajo doplačevati tudi razno pomoč na domu. Pomoč pri čiščenju. In ti trije cilji so nekako prioriteta naše organizacije v naslednjem srednjeročnem obdobju in tukaj bomo insistirali in zahtevali tudi od države, da bo na tem področju nekaj storila. Prav negativno sem bil presenečen, ko je v Državnem svetu bilo poročilo Varuha človekovih pravic, 428 strani, dolgo poročilo na dolgo in široko, mislim, da skoraj 7 cm debelo, a o invalidih samo 7 strani. Kot da bi bilo za nas vse poskrbljeno v naši državi. Nisem pesimističen, ampak ob taki jubileji so, ko se spominjamo naših dosežkov iz preteklosti, sem dolžen opozoriti tudi stvari, katere niso
zadovoljivo rešene za slovenske paraplegike in tetraplegike. Se opravičujem, če sem bil malo predolg, ampak hvala za pozornost. Hvala predsedniku. Sedaj pa bomo slišali od ustanovnega člana Jožeta Globokarja, kako so se invalidi že v preteklosti borili za svoje pravice. Upam, Jože, da boš tudi povedal, da v letu 1974 ste načrtovali celo protestni shod. Jože, izvoli, samo da predstavijo mikrofon. Ja, lepo pozdravljeni. Zamisel o ustanovitvi organizacije sega v leto 1960, ko so se 4 paraplegiki, ki so bili tukaj na rehabilitaciji, začeli pogovarjati, da bi ustanovili svojo organizacijo. Toda takrat ni bilo niti najmanjših možnosti za kaj takega. Ampak ta zamisel je zorela oziroma ždela v glavi kasnejšega predsednika in ustanovitelja Ivana Peršaka celih 9 let. In tako je bila 16. aprila v tem zavodu ustanovljena sekcija paraplegikov in tetraplegikov. 4 leta smo delovali v zavodu na hodnikih, ko smo se odločili, da ustanovimo društvo paraplegikov Slovenije. Ampak takrat smo bili še vedno brez vsakih dohodkov rednih, brez svojih prostorov. In zato smo se trudili in neumorno pisarili na različne ustanove prošnje, da bi prišli v sistem financiranja iz loterijskih sredstev in do svojih prostorov. Ker te prošnje nikakor niso zalegle, smo se odločili za ulico, štrajk. Ampak vi si predstavljate, kaj je bilo to leta 1974, da bi neki nebogljeni invalidi štrajkali, vse to je bilo nezaslišano. Seveda so nam ta štrajk prepovedali, ampak rodil pa je, ta napoved je pa rodila sadove, ker so se tudi tukaj v zavodu zbrali politiki in ko so ugotovili, da je pravzaprav ta naša namera sloni izključno na socialnem področju, so nam skoraj ugodili vsem zahtevam. Že prišli smo v sistem rednega financiranja iz loterijskih sredstev in že leta 1975 smo prišli tudi do svojih prostorov. Takrat smo dejansko zadihali s polnimi pljuči. No, začeli smo že razmišljati, ko smo bili polni idej, elana, o ustanovitvi oziroma reorganizaciji društva in smo začeli že koncem leta 1978 ustanavljati lokalna društva. Leta 1979 pa je bila ustanovljena Zveza paraplegikov Slovenije. No, to je bilo na kratko nekaj o zgodovini. Zdaj bi pa rad mogoče povedal nekaj o teh korenitih spremembah, ki so se v teh 50 letih dogajale, ne. Če grem najprej gledati medicinsko-tehnične pripomočke, to je strahovita razlika, ne. Naš osnovni pripomoček, to se pravi invalidski voziček, je takrat bil zvarjen iz vodovodnih cevi in je tehtal blizu 40 kg. Danes so vozički 4-krat lažji, to se pravi okrog 10 kg, tisti specialni iz karbonskih vlaken pa recimo 8-krat lažji. Recimo o električnem vozičku, takrat je bilo to utopija. Danes imamo na razpolago, oziroma nam tudi zdravstvena blagajna omogoča nakup našim najtežjim tetraplegikom, električen voziček, ki jim omogoča samostojno življenje. Mislim, samostojnost vsaj v tistem trenutku, ko je na tem vozičku. Če vam za primerjavo povem, mi imamo člana
v celjski regiji, ki se je poškodoval kot voznik tovornjaka. Popolnoma je hrom, premika samo glavo, levo, desno, gor, dol in pa ustnice. Z ustnicam on ustvarja skoraj nemogoče stvari. Če ne bi človek videl, tega ne bi mogel želeti. Ta človek kompletno ureja spletno stran svojega društva, vse od začetka do konca. To se pravi, tudi to stran je sam naredil. S kombijem ga odpeljejo recimo na košarko, mimogrede mi imamo 6 lig tekmovalnih in on recimo posname s fotoaparatom, zoomira to, vi novinarji veste, kako to izgleda, poslika, pride domov, nekdo mu pomaga tisto kartico vzeti iz fotoaparata in on napiše članek z glavo, gor na kabi ima neko lučko in virtualno tipkovnico, v glavnem naredi tako delo, za katerega bi človek rekel, da potrebuje najmanj roke. Tudi sam urejam, čeprav imam težko poškodovane roke, spletno stran Zveze in društva paraplegikov Ljubljanske pokrajine, s prilagojeno recimo miško, ampak vse ostalo pa gre brez težav. Potem takrat smo sedeli, no zdaj imamo, še to povem, imamo razne vozičke, sodobne, lepe, za košarko, za ples, imamo monoski, za smučanje na vodi, vse to. Še mačka. Ja, takrat smo sedeli na nekih tankih penah in ogromno naših članov je dobilo rane, preleženine in prišlo je do zastrupitev in smrti. Ogromno naših članov nam je takrat umrlo ravno zaradi teh neustreznih sedežnih blazin. Danes nam te blazine omogočajo varno sedenje, predstavljajo kot neko suho lebdenje, simulirajo in zdaj tega je veliko manj. Inkontinenco smo že tudi omenili, takrat ni bilo drugega kot recimo navadne tetraplenice, ki smo jih seveda prali. Naši domači, oziroma tisti, ki so za nas skrbeli. Danes je na tržišču ogromno takih pripomočkov za enkratno uporabo. Glede arhitekturnih ovir, kamorkoli se je pojavil invalid na vozičku, je bila ovira, pa naj bo to doma v bivalnem okolju ali v grajenem okolju, noben pločnik ni bil recimo poravnan. Danes je to vse urejeno, takrat je bila Jugoslavija zelo ozadej, seveda. Slovenija pa je začela že kar hitro sodelovati oziroma z zahodnimi državami in pri tem je ogromno pomagala tudi naša zveza z našim arhitektom. Soustvarjali smo zakonodajo, pravilnike in danes recimo javni objekti morajo biti že po zakonodaji vsem dostopni. Tudi teh grajenih ovir je čedalje manj. Recimo že jaz, težko poškodovan na vozičku, pridem lahko recimo iz Bežigrada na Vič sam, lahko koristim avtobus, ki ima klančino. V glavnem, ta preskok je tako velik, da se ga skoraj ne da opisati. Ljubljana je recimo že v leta 2017 dobila drugo nagrado na evropskem tečaju za primerno in lepo urejeno mesto. Ampak to ni šlo čez noč. Treba je bilo najprej odpraviti ovire v glavah načrtovalcev. No in tle je veliko zveza sodelovala. Zdaj pa mogoče še najbolj pomembna miselnost, ki je bilo treba spremeniti. In miselnost
smo spreminjali tudi mi paraplegiki sami. Najprej športniki s svojimi športnimi nastopi v javnosti. Spomnim se, ko je naša košarkarska reprezentanca odigrala pred tekmo med Olimpijo in Zadrom v hali Tivoli, hala je bila nabito polna. In ko so naši košarkaši začeli igrati, takrat sem občutil tisti miselni preskok pri ljudeh. Gledalci so ob teh akcijah, ob doseženih koših, ploskali burno, ampak to ni bil aplavz pomilovanja, ampak je bil že en aplavz, eno priznanje mojstrom na vozički, ki so odigrali to košarko, znanje in njihova spretnost, ko so videli, kako to vodijo žogo in dosegajo koše. Mislim, da so to takrat prvikrat videli v živo, pa takrat je tudi snemala televizija. In moram pa še poudariti, da ste tudi vi, mediji, takrat v tistih časih oziroma vaši predhodniki ogromno prispevali pri tem razvoju te miselnosti, preoblikovanju. Glejte, takrat je bilo, pred 50 leti je pa še malo naprej, sramotno biti invalid. Takrat invalidov sploh ni bilo, ampak seveda njih bilo videti, bili pa so, ker so jih doma skrivali. Bilo je sramotno biti na vozičku ali pa kako drugače prizadet. Spremljal nas je izraz kripli, pohabljenci in tako naprej. Najbolj so pa boleli tisti pomilovalni pogledi, glej ga reveža. Jaz sem bil v tistih časih enkrat, ko smo še hodili v Trst po kavo pa po kavbojke, slučajno so me postavili tja na sonček pred eno cerkvijo, pa nisem vedel, da je en praznik, pa da je ena maša, pa sem bil tako lepo zrihtan. Ko se vsuje ljudje iz tiste cerkve, sem bil kar naenkrat obdan z množico teh ljudi in sploh nisem vedel, kdaj so se začeli v naročju zbirati bankovci, lire. Bolj sem se branil, bolj sem govoril nono gracija, v vseh jezikih, ki jih še ne znam, več je bilo denarja tam v naročju. A to sploh nisem vedel, kaj naj naredim. Bil sem tako ponižan, pa tako prizadet, da nisem vedel, kaj naj bi. No, ko so pa moji prišli tam po nakupih, so videli tisto, so rekli, zdaj bomo pa kar v Trst hodili, v praznikih. In vse skupaj smo obrnili na šalo, ampak tisti denar mi je pa prav prišel, zato ko sem šel, ko smo prišli do avtomobila, je bil napačno parkiran, sem mogel kazen plačati. V glavnem, bilo je pri tele miselnosti res težko. Danes, ko grem jaz v mesto, pa ko se mi pojavljamo v mesto, nas nihče več ne opazi. Mi smo postali sestavni del, enakovredni del družbe, sem pa tja se mogoče še kakšen otrok malo pogleda pa reče, mami, zakaj pa ta stariček ne mora hoditi. Pa tudi takrat, če imamo le možnost, otroku lepo razložimo, kaj se je zgodilo in že v vrtcih in potem v osnovnih šolah mi osveščamo to mladino. Glejte, mi smo enakovredni na vseh področjih. Naš predsednik je svetnik v državnem svetu, kjer skrbi za vse invalide na področju socialnega varstva. Naši nekateri člani so tudi svetniki v občinah, tako da direktori, pa poslovneži, pa ne vem kaj. Pravzaprav lahko rečem, da kljub tej naši invalidnosti, pa ne glede, kot sem že prej rekel, kaj ta naš Peter dela samo z usti, smo ustvarjalni in koristni družbi. To bi bilo vse, ne vem, če bo tako vprašanje malo. Imam pa težave z govorom, nekim
Tako da se upravičujem. Ja, hvala Jože, ker se je kar, ne povem, da se je kar pripravljal na to tiskovno konferenco, prosil je že, če ne mogu prebrati, boš ti. In tako da res, Jože, iskrena hvala, da si se potrudil. Verjetno tudi, ko razlagaš ne samo novinarjem, tudi mlajšim članom društva o teh stvarih, kako je včasih bilo na vidnosti, ti verjetno marsikdo ne verjame. Kajti težko si predstavljamo res v 60 letih, pa potem v 70, ko ste načrtovali štrajke in tako naprej, verjetno res ni bilo enostavno. Ampak ja, malo smo rekli, napredek je, vsekakor nekatere stvari je treba še izboljšati, ampak ob jubileju dejansko zveza praznuje 50 let, je pa tudi prav, da se to pravilno in dostojno obeleži, zato bo to ta namen tudi Slavnostna akademija. Več o teh prireditvah, s katerimi bomo obeležili 50-letnico, pa bo povedala vodja organizacijskega odbora Barbara Slaček. Barbara, izvoli, samo počakaj na mikrofon. Lep pozdrav tudi z moje strani. Ja, kaj ne rečem, pred 10 leti sem imela tudi čast sodelovati v tem odboru za pripravo takrat 40-letnice. Moram reči, da je tista obletnica bila tista, ki me je prepričala, da je to pač vredno in zakaj, in sem se, bom rekla, o zgodovini organizacije, o delovanju organizacije se mi zdi iz tistega takrat dejansko največ naučila. Zato nekako mi ni bilo problem, čeprav sem vedela, da se spopadam z kar veliko odgovornostjo, bom rekla, sprejet tega, kako ne rečem, tega mesta, ne, da zavzamem organizacijski odbor in da pač prevzamem to nalogo. Smo pripravili kar nekaj dogodkov. V lanskem letu recimo se je že Zveza paraplegikov začela pripravljati z tem logotipom, ki ga lahko vidite na 50, ki nekako ga peljamo skozi celo leto, tako da smo že kar s 1. januarjem začeli obeleževati to naše praznično leto. No, potem smo že v lanskem letu komisije neke ustanovili, s katerimi smo potem reševali neke zadeve, ki jih je bilo treba pripraviti, da lahko letos stvari tečejo, kot tečejo. Se pravi, novinarska konferenca danes in ta slavnostni dogodek, na katerega seveda ste tudi vsi vi novinarji vabljeni, se bo pa zgodil 16. aprila ob 14. uri. 16. aprila zato, ker je to dan paraplegikov, ker je na ta dan bila ustanovljena Zveza paraplegikov. V domu paraplegikov Pacuk, pa zato, ker je pač to naš dom, ker je to naš biser na morju, ker smo se leta in leta pač prizadevali za njegovo izgradnjo, kjer lahko naši člani, za naše člane in tudi seveda vse ostale izvajamo obnovitveno rehabilitacijo in tudi ostalo rehabilitacijo, socialno rehabilitacijo, smo se odločili, da to naredimo tam. Zdaj, v sodelovanju sem zelo vesela, da smo dobili, rečem v navednicah, dovoljenje in sodelovanje pozitivno Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Če se spomnite, sploh starejša generacija, v preteklosti je Zveza z NIJZ-em sodelovala pri pripravi enega oglasa z rdečo vrtnico zlomljeno, če se boste spomnili, in nekako smo dobili dovoljenje, da uporabimo to rdečo vrtnico kot simboliko naših članov, zaradi tega, ker smo v lanskem letu pri Zvezi tudi v sodelovanju z Inštitutom za rehabilitacijo ugotovili, oziroma statistika je pač pokazala žal, da je spet prišlo do povečanja padcev oziroma zlomov vratne hrbtenice zaradi skokov na glavo v morje. In smo rekli, da zdaj, če že obeležujemo 50-letnico, da bi mogoče dali res poudarek na to, na preprečevanje tovrstnih poškodb, ker take poškodbe so potem za človeka tudi, bom rekla, najhujša oblika gibalne oviranosti. Zato bomo s to rdečo vrtnico, ki jo vi lahko vidite tudi na tem kolesu pred nami, z Jožetom Globokarjem, ki je kot sicer ustanovni član, tudi po poškodbi zaradi skoka na glavo v morje, in Pacuk mogoče tudi simbolično, ker je na morju, in bomo tudi tam v bistvu pelali to rdečo nit, te rdeče vrtnice. Tako da se res še enkrat zahvaljujem Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, da so nekako potrdili to sodelovanje.
Zdaj slavnostna akademija, kot sem rekla, 16. aprila ob 14. uri v Domu paraplegikov Pacuk. Slavnostni govornik bo predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Marjan Šarec. In če spet se malo obrnem na to rdečo vrtnico, po slavnostni akademiji bomo na dvorišču spet simbolično v opomin na vse te ponesrečence zasadili rdečo vrtnico. Seveda na akademiji bo tudi nagovor predsednika Zveze paraplegikov Slovenije, Daneta Kastelica. Voditelja bosta naš član tetraplegik, spet zaradi skoka na glavo v vodo, in voditeljica RTV Radia Slovenija, tako moram reči, Petra Medved. Bom rekla, smo kar zelo počaščeni, zelo veliko sodelujemo z njo. Ona je odgovorna za socialne in invalidske vsebine na Radio Slovenija in je hkrati letos dobitnica RTV nagrade, tako da se veselimo, da imamo častno, lahko rečem, da bo ona vodila, sovoditeljica. Potem bojo to našo obeležitev začinili pevci našega pevskega zbora, Društvo paraplegikov Prekmurja Prlekije, pod mentorskim vodstvom Matije Horvata. Našim zaslužnim članom, tudi enemu častnemu članu, tega še ne bom izdala, bomo podelili plakete priznanja za pač njihovo delo, doprinos organizaciji, društvu in našim društvom. Te plakete podeljujemo res vsakih 10 let, da stvari ne zvodenijo in da res pridejo v roke tistim, ki so zaslužni za pač doprinos k naši organizaciji. Hkrati bo na tej akademiji odprtje likovne razstave naših članov, ki slikajo z usti, rokami ali mogoče tudi nogami nekateri. Ta otvoritev bo, seveda jo bo otvoril predsednik organizacije na sami akademiji in bo na voljo, na ogled v prostorih Doma paraplegikov Pacuk celo poletno sezono, se pravi nekje s koncem septembra bomo potem to razstavo tudi pospravili, zaprli. Po sami akademiji, kot sem že rekla, zasaditev rdeče vrtnice, zasadili jo bojo predsednik Dane Kastelic, Jože Globokar kot ustanovni član in seveda predsednik vlade Marjan Šarec. Po zaključku akademije nas bo pa s petjem spremljala Ditka s svojim očetom, tako da pripravljamo za naše člane oziroma za goste tudi nek, bom rekla, zabavni program. Vsakih 10 let organiziramo tudi vseslovensko srečanje naših članov para in tetraplegikov. To se bo zgodilo letos 15. junija. Ne izdam še lokacije, lahko pa povem, da bo v Savinjski dolini kot nekako, kaj svem, centru Slovenije, da pač nekako lažje vsi člani pridejo do tja. To vseslovensko srečanje, pred 10 leti se ga je udeležilo nekje 400 naših članov, kar je skoraj polovica, lepa številka, smo bili zelo veseli tega obiska in vedno pričnemo to srečanje z mašo, na katero se seveda malo starejši člani udeležijo. Smo pa veseli, da na tak način tudi potem se udeležijo tega srečanja vseslovenskega. Zdaj, ob 50-letnici smo izdali tudi zbornik, ki ste ga, verjamem, da prejeli v elektronski obliki skupaj z vabilom. Zbornik je kar obsežen, obsega 150 strani, noter je pa bolj v sliki kot v besedi predstavljeno naša zgodovina, naše delovanje. Zdaj me predsednik opomnil, pozabila sem povedati, se opravičujem, da bo na vseslovenskem srečanju slavnostni govornik in se bo tudi udeležil predsednik Državnega sveta, gospod Kovšca. Potem organiziramo, zdaj omenil je že predsednik, pa Gračnar Gregor, vodja športa pri Zvezi paraplegikov, je tukaj z nami, če ga boste želeli kaj vprašati o tem. Bomo organizirali na Vranskem 13. aprila finale NLB Wheel lige, to je mednarodna liga v košarki, ki jo Zveza paraplegikov organizira letos 11. Tako da ste vabljeni tudi takrat, ob 11. uri se bo začelo na Vranskem v telovadnici v dvorani Vrana, mislim, da se ta telovadnica imenuje, in ob obeležitvi občinskega praznika občine Vransko. Potem, kar se športnih dogodkov
tiče, bojo vse lige, vsa tekmovanja kar nekako namenjena oziroma se bo omenilo to naše obeleževanje 50-letnice. Vse skupaj se bo pa zaključilo potem z največjim našim tekmovanjem in to je državno prvenstvo, ki šteje, tako moram reči, tudi za državno prvenstvo. To je atletsko tekmovanje paraplegikov in tetraplegikov z 50, ker je pač tudi 50 že po vrsti Hrovatinov memorial, se pravi, sem rekla, tekmovanje v atletiki. To se bo pa zgodilo 7. septembra na Ljubljanskem stadionu. Ob tej priložnosti bomo v torek 16. aprila, spet na ta dan, objavili novo spletno stran Zveze paraplegikov. Naj omenim, kakor je že Jože sam povedal, on je urednik te naše spletne strani. Dostikrat reče, ne, pri Jože kolikih letih, ne bomo izdali, koliko je Jože star, pri njegovih toliko in toliko letih, več kot 30, ja, se bo učil tretjič, ne, je rekel, urejevalnika spletnih strani in moramo reči, ali pa lahko se pohvalimo, da je naša spletna stran res ažurno urejena. Jože vedno reče, da novica jutri ni več novica, to boste novinarji najbolj vedeli in je res zelo priden. In Jože, ja, tretjič se boš učil urejanja spletne strani, torej v torek zagon nove spletne strani, ki bo prilagojena vsem novim tehnikam, aplikacijam in bo možno seveda spremljati normalno tudi preko telefona, preko tabličnih računalnikov in vseh teh novih tehnologij. Pozabila sem tudi povedati, da bo pred slavnostno sejo oziroma slavnostno akademijo v torek izvedena slavnostna seja upravnega odbora, mogoče predsednik o tem, kako besedo kasneje, da smo tole knjigico, ki ste jo tudi prejeli, je letos bila izdana, napisal je Igor Plohl, to je že tretja ta slikanica o levu Rogiju. Jaz sem jo prebrala, ker pač imam majhnega fantka doma in je aktualno. Pri naši hiši knjigica govori o Rogiju in Ediju, ki Rogi je poškodovanec po padcu iz strehe, govori seveda o avtorju Igorju Plohlu in je paraplegik. Edi je pa pomočnik trenerja športnih panog za invalide in je v bistvu predstavljena v tej knjigici različne discipline, različne športne panoge, ki se jih paraplegiki udeležujemo in ki jih predstavlja na paraolimpijskih igrah. Kaj bi še o tej knjigici povedala? Preberite jo, pa bo, ne? Predsednik je že omenil, da smo letos, da je v lanskem letu bilo odprt čebeljak, da smo otvorili prvi čebeljak na svetu za delo z invalidi. Letos je pa izšel tudi prvi čebelarski priročnik za invalide. Tudi je na voljo, če ga boste želeli, imamo, da vam ga podarimo. Toliko zdaj z moje strani, kaj se bo letos še dogajalo. Vabljeni seveda na slavnostno akademijo, vabljeni, da o teh dogodkih poročate v medijih. Mi se bomo tudi potrudili, da vas bomo sproti obveščali o vseh teh stvarih, ki se bojo dogajale. Tako da hvala. Zame lahko rečeš, da ker nisem ženska, da sem več kot 75. Ja, če pa ne vem, koliko si star. Za 70 vem. Ja. Par besed o slavnostni seji, ki bo pred samo slavnostno akademijo. Samo malo če. Slavnostna seja, a ja, pardon. Čakaj. Ne bo nič strašnega. Ja, slavnostno sejo ob takem jubileju je prav, da se spomnimo vseh naših kolegic in kolegov, ki so ustanavljali našo organizacijo, so jo vodili skozi ta čas in veliko doprinesli tudi k prepoznavnosti naše organizacije v slovenskem prostoru. Seveda skupaj z zdajšnjimi sodelavci in sodelavkami pa se bomo zazrli tudi v prihodnost in si ob jubileju zaželeli vse najboljše in pa seveda šli na
to slavnostno akademijo potem ob 14. uri. Ti jubileji so tudi čas za spomine in so čas za postavljanje vizij. Kdor ne spoštuje preteklosti, nima prihodnosti in nekako okrogle obletnice so en del, ki to povezujejo. In seveda dobrodošli vsi v Pacuk v torek na rojstni dan naše organizacije. Hvala. Hvala lepa, predsednik. Mogoče še kakšno vprašanje?